da je toliko ljudi in da je taka mila, lepa klima, odraz, da so v Sloveniji še vedno številni občutljivi ljudje, ki jim je mar za to, kar se dogaja okrog njih in ki so podprli kampanjo, da poskušamo v Afriki, v gorah, tam, kodar je prepovedano priti blizu, pripeljati luč, pripeljati svetlobo, pripeljati kamera, pripeljati medije, pripeljati okolje. Krasnih dogodkov, ko se zbere toliko različnih ljudi, ki imajo eno misel, želijo drugačen svet in ki znajo se oživeti tudi v tiste, ki imajo manj ali pa ki nimajo tistega vitalnega in osnovnega, to je hrana in voda. In bojim se, da se premalo zavedamo, da danes ne poteka vojna za ozemlje, temveč poteka za naravne vire. In ta skrb, ki jo je izrazila tudi peščica ljudi, ki je tukaj, se mi zdi vredna izjemne podpore. Za ta koncert smo za zahvaliti slovenskim in afriškim glasbenikom, ki so sami vse pravzaprav pripravili, organizirali in to, kar je pač od nas pričakovano, da bomo solidarni. Samo še solidarnost nas lahko reši. Ali lahko s glasbo rešimo svet? Za tiste, ki v to verjamemo, ga lahko. Resno, kako vidiš stvari, ne? Koliko ti kaj pomeni. In danes bomo kaj rešili s tem koncertom? Jaz mislim, da bomo vse neke dobre energije vložili v to in upajmo, da bodo sredstva prišla tam, kodar se jih najbolj potrebuje, ne? Če bo tam res par sto ljudi v Darfurju začutili, da tudi nek sred Evrope mislijo na njih, pa da mislim, da to zmeri pomaga. To pomaga, ne? Žensko težko vidiš, ampak jaz imam vrzel. Kakšno sporočilo boste vi danes poslali v Darfur? Ne bi rad bil tako ambiciozen, pa predimenzioniran sporočilo. Mislim, kamenček tega, s tem, da sem tu dal kamenček dobre volje, to me so edino, kar lahko naredimo. Mislite, da ta koncert ne bo imel kakšnih večjih posledic? Ja, slabih prav gotovo ne.